Hej, živijo čarobni ljudje v čarobnih telesih. Danes bi z vami danes bi vas rada vprašala pravzaprav, a kdaj svoje telo sploh vprašate, da vam prispeva pri čemarkoli. Torej, jaz sem zdaj pravkar sem se vrnila iz Hamburga, tam sem bila na seminarju Business Done Different, torej poslovanje na drugačen način. In ko sem se vračala iz Hamburga, smo pač res letalo totalno nabasano in sedela sem med dvema, mislim tako, prvo pridem, tako sedela sem med dvema moškima in najprej, ko sem prišla tja, to je bilo skoraj čisto zadnja vrsta, je tam sedel en mali gospod in sem se tako, poleg njega sem se usedla in pol pride en tako ful velik, tako dvometraž, pa jaz tako sam, sam da se ne bi usedel sem. In kaj se naredil? Seveda se je usedel ravno zraven mene. In jaz sem dobesedno takole sedela tako. Na eni strani me on tako, pač ta mali, neki tako z nogami, žoko, na tej strani on je ta velik, je imel itak tako noge dolge, da jih ni vedel, kam jih naj da in je bil cel tak pač velik, jaz sem tako, moj bog, in to je bilo, mislim, da smo celo nekaj časa čakali tam na pisti, da so nam dali dovoljenje za vzlet in je že bilo tam, je bilo tako prav, jaz imam rada tako prostor, da je veliko prostora okrog mene, tako da to za mene pač ni nadaljevalno oziroma za moje telo. In pa sem pač tako, pač ta mali me je skozi neki, tako on si pač namesto, da bi si pač bil na svojemu stolu, se je širil na moj stol, on se je želel neki, pač, kako bi rekla, si je dal nek polštar ali svoje jakne si je dal pod glavo in je tako noge pa v mene, in sem ga tako neki, sem ga nazaj, sem butala malo tako, pač kao, ali ti je kaj jasen, ali ti ne bo jasen, nič, on kar naprej še to. In pol jaz tako, res nisem vedela že kaj naj naredim in rečem telesu, ok, telo, daj ti ured to, če želiš imeti pač več prostora, daj neki ured. In sem pač enostavno to prepustila telesu in kaj se je naredil čez enih 5 minut, se je ta velik na moji levi strani, gospod se je vstal in je šel nekam drugam sedeti. In sem tako prav, najprej sem mislila, da se je šel malo sprehajati pa to, pa sem pa dobesedno videla, da se je šel usesti enim, zgleda nekih znancem tam, ali pač ne vem, ali jih je poznal ali ne, skratka, tam je ostal do konca leta in jaz sem se presedla pač na ta notranji stol, tako da je bilo med tistim drugim gospodom in mano je bil prazen stol in jaz sem samo tako, wow, mislim, kako je lahko še boljše kot to. In to je moje telo uredilo, ne vem kaj pač, kako zgib je dobil ta na levi strani, ko je odšel stran, ampak to je moje telo uredilo. In dejansko, kolikrat vi svoje telo sploh vprašate po čemarkoli, torej da vam prispeva. In ta prispevek ne bo tako, pač vi boste mislili, ne vem, da bo zdaj vaše telo neki, ali boste mogli z rokami mahati, z nogami mahati, neki pač ne vem, karkoli narediti. Ne, pač vaše telo bo na nek način to ustvarilo, kar si želi. In to je vedno, recimo v tem primeru, ko sem jaz bila na letalu, si ustvarilo moje telo, si ustvarilo prostor. Potem dejansko primerov, kjer sem telesu rekla, ok, telo, če si želiš imeti to, pač daj, skreiri denar. Je točno toliko denarja, pa še takih primerov je, sploh jih ne štejem več, ker je dejansko vedno si telo urediti, kar želi. In a kdaj vprašate svoje telo potem? Ali se skušate matrati sami svojo glavo, fizično naprezanje? Kaj pa, če bi kdaj vprašali svoje telo, da vam prispeva? In to je prav tako sem zdaj rekla, ok, pač telo, če želiš, pač skreiri. In seveda, to je spet vprašanje z tega popolnega dopuščanja, iz tega, da je tudi, jaz sem bila tudi, če mu pa 1 uro, pa ne vem, koliko je bilo dobro uro, naj bi tam morala sedeti, oziroma še več, ker smo pač tam stali na pisti, pa čakali, da so nam dali dovoljenje za vzlet. Ajde, ok, pač bom pa tukaj sedela, ne. In sem bila v totalnem dopuščanju tega, nisem zdaj navezana na rezultat, da se mora zdaj kdorkoli ostati ali pa kamorkoli premakniti. In pač iz tega prostora sem tudi vprašala potem po prispevku in je to moje telo
ustvarilo. In dejansko, če želite imeti več tega, pa tudi več pravzaprav spoznati v telesu, pravzaprav kaj vam se lahko telo omogoči, kaj lahko se skupaj s telesom skreirata. Ni vam treba vse samih. Torej, ob rojstvu ste dobili svoje pač res eno veliko darilo in to je vaše telo, ki je večinoma tako zapakirano, zavito, nikoli ga ne odvijate in pogledate, kaj resnično imate. Namreč vaše telo ima eno ful veliko zavest, pravzaprav večjo zavest, kot mi bitje. In nam bi lahko pomagalo pri marsikateri stvari, vendar ga nikoli ne vprašamo, nikoli ga ne odvijamo, ne odvijamo tega, kako bi rekla, darila. In če želite več tega, se nam lahko še vedno pridružite na 21 dnevih Živim prihodnjega sebe s telesom. Ta srečanja so res bomba. Mislim, tako kaj udeleženci tukaj izkušajo s telesi in tako nasplošno. Jaz tudi kaj sama izkušam, ker namreč vedno, tudi ko jaz pač facilitiram kak seminar ali pa kako srečanje, seveda te stvari isto delujejo na meni in wow. Res, če želite, se nam pridružite. Danes imamo ob 8. imamo 7. srečanje. Lahko se nam pridružite do petka, potem pa to več ne bo mogoče, zato ker skupina tako hitro energijsko napreduje, da pol pač pač žal se ne morete pol več kasneje vključiti. Tako da, če želite, lahko pač pridete že danes, mi pišite na mail, oziroma pač jutra, da pač poravnate te pač prispeve, kakor je, in se nam pa pridružite na teh 21 dnevih, dobite vse posnetke za nazaj in pač ustvarite nekaj drugačnega s svojim telesom. Tako da bom pa tudi to povezavo do tega dogodka, da si lahko pač več tudi preberete o tem, zakaj so ta srečanja, bom pa objavila tukaj pod tem videom. Drugače pa pač ne uporabljati tega, kar sem vam pravkar povedala, ker vam bo prelahko in to bi bilo res preslabo. Se ne bi več prilegali v to resničnost, bi bili čisto drugačni od vseh preostalih in to ne bi bilo preveč dobro. En lep večer vsem skupaj in se vidimo. Čau, čau!